Lep pozdrav, tu Blaž, danes pa bom govoril o politiki. Kje bi začel? Politiko ponavadi ljudje dojemamo kot, se pravi, z nekim precej močnim odporom, večino ljudi, zato ker jo dojemamo kot nekaj dolgočasnega, kot nekaj, kjer se ljudje samo kregajo, prepirajo, izvajajo svoje osebne sebične interese, ne upoštevajo drugih pri tem, in skratka, mislimo si, da so v politiki vsi ljudje najslabši, najbolj zlobni, najbolj neresni in tako naprej. Ampak to so vse naše lastne sodbe, naši predsodki, ki smo jih prevzeli od svojih staršev, od družine, od sorodnikov in pa seveda od celotne družbe. Če pogledam moj primer, recimo, jaz sem že tam nekje pri 20 letih spoznal, bi rekel, da če bom hotel prispevati kaj k spremembi sveta, na bolje, da bom mogel sodelovati v politiki, ker se v politiki odloča o vseh stvareh na nek miren način. In početi, spreminjati družbeno ureditev na kakršenkoli drug način kot politični, je seveda tudi nesprejemljivo, tudi po zdajšnjem sistemu, čistko, ker te smatrajo ali za nekoga, ki razgraja, ki protestira, ki dela nered, ali za terorista, ali skratka za nekoga, ki skuša podreti sistem, zrušiti sistem. In seveda tega si ljudje ne želimo, večina ljudi, tistih, ki jim sistem vsaj do neke mere omogoča neko varnost, ne želimo. In skratka, če želimo res uvesti na miren način družbo, v kateri bo dostojno življenje vsem ljudem zagotovljeno, potem se ne smemo ustrašiti politike. Tako da recimo vse te sodbe, ko jih imamo do politike, do političnih, do ljudi, ki so v politiki, do politikov, vse te sodbe moramo najprej odstraniti samo odpuščanjem in prenehati soditi stvari in prenehati imeti predsodke pred politiko, pred politiki. In potem seveda moramo sami zgledno delovati, tudi v politiki, da lahko potem dejansko spremenimo družbeni sistem. In seveda je to vse povezano tudi z osebnim procesom, samoiskrenosti, z izpisovanjem svojih miselnih vzorcev, čustvenih reakcij, predsodkov in tako dalje, kjer potem dejansko apliciramo samo odpuščanje in samo korekcijo za vse te stvari, da se lahko učinkovito usmerjamo, samo usmerjamo v delovanju in v politiki tudi. Ker če imamo vse te predsodke pred politiko, potem samega sebe izločimo iz politike, kar pomeni, da samemu sebi preprečimo, da bi dejansko lahko dosegli neke dovolj velike spremembe v družbi, da bi lahko vplivali na to, kako družba deluje, ker se sami izločimo iz sistema odločanja. In dejansko, če pogledamo samo iskreno, vidimo, da je politika ni nič drugega kot sodelovanje z drugimi ljudmi pri tem, da sooblikujemo neke družbene dogovore, ki se jih potem držimo z namenom, da bi seveda bilo vsem bolje. Čeprav se zdaj sicer tako ne dela, zato ker se večinoma ljudje preveč obnašamo sebično, in potem so seveda tudi politiki takšni, ne vsi, tako kot nismo vsi zelo sebični, ampak smo večinoma vsi, lahko rečemo, vsi smo sebični
pač eni bolj, drugi manj, odvisno od tega, kakšno možnost ima kdo izvajati svojo sebičnost. Po domače bi lahko rekli, tisti, ki so bližje koritu, imajo več priložnosti, da izvajajo svojo sebičnost bolj intenzivno, kot pa tisti, ki niso pri nekem koritu, če že tako to imenujemo. Seveda, če želimo v politiki delovati zgledno, moramo najprej začeti samega sebe opazovati v samoiskrenosti, začeti hoditi ta proces samoiskrene samospremembe z samoodpuščanjem, z izpisovanjem svojih miselnih, čustvenih in vedenjskih vzorcev, da potem dejansko sebe spremenimo, da smo najprej sami za zgled. In potem vidimo, kako dejansko lahko tudi v politiki oziroma kako moramo v politiki delovati, da presežemo to sebičnost, ki jo lahko zdaj opazujemo v politiki. Tako da, recimo, kar sem hotel še povedati, je, da smo pred nekaj časa nazaj začeli tudi v Sloveniji ustanavljati združenje, politično združenje, v katerem bomo delovali ravno po teh spoznanjih, da moramo sami biti se pripravljeni spremeniti in se uskladiti z temeljnim principom, ki je najboljši za vse in se glasi: ne obravnavaj in ignoriraj drugih tako, kot ne bi želel biti obravnavan in ignoriran sam na njihovem mestu. In ko začnemo sami to izvajati, potem tudi lahko dejansko v politiki delujemo tako, da dejansko delamo za dobro vseh in vpeljujemo rešitve, ki bodo vsem izboljšale kakovost življenja. In da jih tudi znamo poiskati in potem najprej aplicirati na sebi in potem še drugim zainteresiranim pokazati, kako lahko to dejansko tudi oni storijo in kako lahko tako vsi dosežemo veliko boljšo družbo, kjer bomo vsi imeli zagotovljeno dostojno življenje, ker ga bomo zagotovili drug drugemu. Namesto tako kot zdaj, kot si vsak stremi samo k temu, da bi sam imel največ in najboljše na račun in v škodo drugih. Kar je seveda ni sprejemljivo, zato ker so posledice tega pač takšne, da s tem povzročamo zlorabo življenja, narave, okolja, živali in vsega, kar je pač okrog nas. Seveda tudi samega sebe zlorabljamo pri tem. Tako da, recimo, ljudi tudi zelo odvrne od politike to, da je politika precej eksaktna, kar se tiče zakonov, nekih dogovorov, ki so zapisani na papirju, ker se recimo v politiki uporabljajo določene izraze, ki jih veliko ljudi ne razume, in ker ponavadi potem nimamo interesa se naučiti teh besed, potem tudi težko beremo takšne dokumente, imamo odpor do branja in potem dobimo še večji odpor do cele te politične aktivnosti, do zakonov in tako naprej, kar je seveda nepotrebno. Seveda je pa k temu pripomore tudi to, da so zakoni trenutno pogosto z namenom pisani tudi zelo težko razumljivo oziroma bi lahko rekli nejasno, namerno nejasno, tako večini ljudem težko razumljivo, enostavno zato, ker se tako na takšen način pač lažje odvzame ljudem interes, da bi sodelovali v politiki in tudi se jim odvzame pač ta njihovo moč pri tem, da bi dejansko razumeli, kaj se v politiki dogaja in da bi lahko prispevali k temu, da se pač stvari izboljšajo. Tako da to je tudi ena zadeva, ki jo želimo pač popraviti v politiki, da jo naredimo bolj življenjsko, da dejansko svojim zgledom v politiki presežemo vse te sebične strankarske mahinacije, tekmovalnost in tako naprej in dejansko združimo ljudi
ki jih že zanima politika ali pa udejstvovanje v politiki, da združimo ljudi v enem političnem združenju, v katerem bomo dejansko upoštevali rešitve, ki so najboljše za vse. Ker to je dejansko mogoče. Ko enkrat odpravimo in začnemo odpravljati svoje sebične težnje, misli in tako naprej, potem začnemo spoznavati, da dejansko obstajajo rešitve za vsak kakršenkoli problem, ki so najboljše za vse. In pač enostavno te rešitve potem dejansko uvedemo in začnemo uveljavljati tudi v politiki in tako dosežemo s časoma potem lahko družbo, v kateri bo dostojno življenje vsem zagotovljeno, kot sem že rekel. Ok, za danes bi bilo to. In se vidimo naslednjič. Lep pozdrav!